Zdaj pa dovolite, da vas nekaj vprašam. Kaj vas najbolj zmede? Pa pustimo zdaj knjige Slavoja Žižka ali pa Revo frizuro. Dajmo to ad acta. Ali pa novoletne lučke v mestu že novembra. Pustimo to. Govorimo o tisti vrsti zmedenosti, ko človek reče, fuck, tle bi rabil pa slovar. In kje ga potrebujemo bolj, kot pri izjavah politikov in funkcionarjev. Tako da dajmo pogledati najbolj pogoste izjave, ki lahko izzovejo zmedo. Prva izjava premierja. Zahtevali bomo dodatna pojasnila. Poglejmo, kaj pravi naš prevod. Ne sanja se nam, zakaj se gre. Naprej, še ena Cerarjeva izjava. Zadevo še vsekakor preučujemo. Poglejmo še prevod. A ti nisem rekel, da nimam pojma. Naprej, izjava idola in heroja. To so vaše domneve. Kaj pravi prevod? Kriv sem, sam ne bom priznal. Poglejmo še eno od velikega vodje. Poglejmo še eno od velikega vodje. To so tisti, kar v prevodu po našem slovarju pomeni, imam rahlo preganjavico, pa kaj pol. Naslednja pa je izjava staroste slovenske politike Luka Mesca. Tovariši in tovarišice, revolucija se je začela. Kar v prevodu pomeni, ej, folk, vemo, da smo v pizdi, sem dajmo malo zglumiti, dokler gre. Poglejmo zdaj v vztrajniške vode. Aleš Primc večkrat pravi, za otroke gre. Naš slovar pa pravi, sumim, da sem gej. Počas prehajamo na tajkune. Najimenitnejši izmed njih pravi, bolan sem. Kar v prevodu pomeni, meni se res ne da res. Nekdanja premierka je rada povedala, we don't need money, we need time. Naš slovar uspešno prevede tudi to frazo. Več angleško žal ne znam. In še zadnja izjava, rad je izjavi nihče drug kot predsednik države, izjava pa je, ajde miška mala, to mi deli, kar v prevodu pomeni, uganili ste, ajde miška mala, to mi deli, nič zgubljeno v prevodu. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.